vam želim ti fotografiji so neusmiljeni. Po našem štetju, ampak ni čisto absolutno, mislim, tako je to nekje okrog 109. do 111. literarni večer v literarni hiši. Danes je naša gostja Petra Baumanova, ampak preden preideva na stvar, mi dovolite, da pozdravim med nami gospoda Janeza Krlina, kasnega predsednika. Pozdravil bi pa tudi Ivana Cimermana. To sem jaz. Mi dva se bova malo pogovarjala, malo pa bova brala, oziroma bo brala, jaz si bom samo kakšen poudarek za branje izboril. Petra, dober dan. Dober dan. Se lahko tikava? Ja, javno tudi, drugače se tikava. Če pa javno, pa je moram tudi vprašati. Petra je takšen več opravni človek. Študirala je fakulteto za sociologijo oziroma FDV, v Ljubljani novinarstvo oziroma novinarstvo. Potem je bila nekaj časa novinarka, zdaj je Public Relation v okviru EPH. Vmes pa upravlja še dve stvari, in sicer igra, in to intenzivno igra, in pa piše pesmi. Tako da vidite, da je kar na precej dejavnosti. Pa me zanima najprej, kako je izgledala ob koncu FDV. Kako je izgledala ob koncu? Ko ste končevali. Ja, takrat sem bila nekje 10 let mlajša, zagotovo drugačna kot danes. In vsekakor še zmeraj na razpotju, ali tako naj rečem. Zdaj moja odločitev za novinarstvo, zdaj moji prijatelji vedo, ali pa tisti, ki sem se z njimi pogovarjala, je bila ena razumska odločitev, ki sem jo po svoje obžalovala tudi v življenju. Kasneje bila je odločitev za študij, v katerem sem mislila, da bom našla vse, kar me zanima. Kajti zanimalo me veliko stvari, ampak tisto, kar sem si najbolj skrito želela, tistega pa si nekako ne vem, nisem upala, takrat. Oziroma sem mislila, bom raje jaz najprej nekaj drugega, ker bi tudi tukaj rada izvedela več stvari. Tako da v času študija novinarstva sem seveda se skozi, koliko je le bilo možno, ukvarjala tudi z gledališčem, pač mojo prvo veliko ljubeznijo in večno, ampak vedno samo pač v ljubiteljskih krogih, na ljubiteljski način, žal ali pa tudi ne žal, saj tudi veliko lepega se je zgodilo na tem področju, v teh ljubiteljskih vodah, ali pa glede na delo, ki smo ga vložili v to z Petrom Boštjančičem v okviru KUDA Studio gledališče, lahko rečem tudi, ne vem, on pravi napol profesionalno, tako da mu verjamem. Skratka, takrat ob koncu študija sem seveda, tudi se želela preizkusiti v delu novinarke, ki je delo, ki te prav tako srka, ki mi je zlezlo pod kožo. Delala sem na televiziji Maribor 7 let, kot najprej na televiziji Maribor, potem na Radio City, tudi na Radio Maribor, tako da ima en čar novinarstvo, hvaležna sem mu za mnogo ljudi, ki sem jih spoznala, za mnogo zgodb, ki sem jih izvedela, mnogo področji življenja, ki so se odprle preko določenih tem, ki jih sicer ne vem, če v katerem drugem poklicu lahko na ta način zaobjameš.
In ja, seveda, sporedno s tem pa seveda sem se ukvarjala, kot si že povedal, tudi z gledališčem, torej v ljubiteljski gledališki skupini Hud Studio Gledališče pod mentorstvom Petra Boštjančiča. Hkrati sem pa dobila tudi priložnost igrati v Lutkovnem gledališču, česar sem bila neizmerno vesela. Upala sem, da bo to tudi ostala, kakšna trajnica. Trajala je, začelo se je pred nekje kakšnimi 6 leti. Potem sem igrala v enih 5 predstavah v Lutkovnem gledališču Maribor in ja, ker sem bila pa vedno na nek način zunanja sodelavka tam, ne, je potem z spremembo vodstva, potem več nekako nisem tam dobila pač priložnosti. In ja, potem sem naredila na tvojo pobudo v bistvu 2008 predstavo Dva Žaka in jaz, ki sem jo v okviru Žak Preveri in Žak Brel. Tako da sem ja, to v bistvu naredila eno tako svojo predstavo. Zdaj pa ne vem še kaj. Kako je nastajala ta zbirka? Dobro, gledališče je verjetno bo ostalo. Kakšne načrte imamo morda, Peter? Ja, jaz si zelo želim, da bi gledališče postalo resen del mojega življenja. Čeprav zdaj nisem več rosno mlada, ne, na začetku neke poti, niti ni enostavno preveslati, naprimer v profesionalne vode, ne, sploh tako, če na tem področju nimaš recimo ustrezne izobrazbe, ampak vendar upam, da zdaj iščem neke variante, da bi šla mogoče za kakšno leto, dve, ne vem, kam študirati igro. Ne vem, iščem razne opcije, če kdo ve, kaj mi lahko tudi pove. In potem v Mariboru je pa tudi manj možnosti, zato ker je samo eno profesionalno gledališče, pa eno lutkovno, ne, pa mogoče zdaj, skratka rada bi, da bi to bil nekaj del res mojega življenja. Bomo Bredo Kugljevo vzeli za jezikovno. Ja, s tem da čutim tudi, mislim, potrebo, da se še dosti učim, ne, mislim, da se naučim, zato ker to, kar sem se recimo v Lutkovnem gledališču, sem bila na nek način vržena v vodo, pri čemer so mi zelo pomagali stari mački, ne, lutkovni, ki so me v bistvu res učili in jaz sem zelo, kako da rečem, dobra učenka, v bistvu zato, ker sem zelo rada vedela, kaj so me naučili, sem to sprejela, sem vpijala to znanje in ja, na ta način so me potem tudi sprejeli medse in čutila sem, da na nek način rastem na tem področju, ne. Zdaj je pač to prekinjeno in jaz sem optimist. Kako je nastajala ta knjiga? Ta knjiga je nastajala pravzaprav na začetku nenamensko, da bo kdaj knjiga. Jaz sem pisala recimo tam nekje v srednji šoli, že pa potem zmeraj sem pisala, ne, pač pesmi. Potem sem pa naenkrat začutila, da ta knjiga je šla 2008, nekje kakšne 2 leti prej, da si enostavno želim, da čutim to potrebo, da pesmi niso samo moje več, da niso samo zame napisane, ampak da jih delim z drugimi. Zato, ker tudi jaz zelo rada, mislim, berem od drugih in mi to veliko daje in potem nekako se mi je zdelo, da je čas, no, zrel, nikamor se mi ni mudilo. V tistem trenutku pa sem čutila, da me pa duši, da moram dati to pravzaprav ven v eno knjižno obliko. No in pri založbi Pivec, Mileno pa zdaj pozdravljamo. Se opravičujem za Milena, ja. Ja, Milena, to moram povedati, seveda šla sem do založbe Pivec, kar tako potrkala na vrata in Milena Pivec, ki je zdaj tukaj, mi je zelo velikodušno res odprla vrata in dala priložnost, da izdajo te res lepe knjige, tako vizualno, mislim, kot na vsak način so se potrudili maksimalno. In to je bil tudi eden od začetkov v bistvu izdajanja knjižnih zbirk pri njih, ker se najprej niso osredotočili še na literaturo, pač na poezijo, potem pa so se odločili, da bodo tudi to podprli.
knjiga je tehnološko zanimiva, tako da imate prav taktilni užitek, ko jo vzamete v roke. Sicer pa je v njej tudi neka zanimivost, ki je za pesniške zbirke neobičajna. To je, da je dobila avtorica besedo. Ko sem jo nekaj poprašal, je že ona skoraj pozabila, kaj je zapisala noter v tej. Tisto, kar je, jaz vedno te avtorske govore vedno s posebno pozornostjo berem, zaradi tega, ker ponavadi se dogajajo čisto druge stvari, kot oni pišejo. In oni dajo za sebe, za zgled svoje poezije, kar je spet nekaj nenavadnega. Sem pa našel noter eno opredelitev, ki je zelo zanimiva. In sicer, da gre pri tebi ne toliko za izpoved, kot za pripoved. In me zanima, kaj je to mišljeno. To je gledališče, to je retorika, ali prav pripoved, ali zasnutek kratkih zgodb, kako si to mislim. Zdaj, to mi je marsikdo potem rekel, da samo da se še malo vrnem, zakaj sem napisala kot v bistvu neki svoj predgovor k knjigi, kot neka navodila, kako zdaj to brati, ali kaj sploh dejansko ni potrebno. Ne vem, zakaj sem to čutila. Imela sem krasno spremno besedo, Mitje Čandra, pesmi govorijo same zase. Ne vem, imela sem občutek, da prvič, ker je pač prva knjiga, da nekako pač želim povedati eno svoje stališče o poeziji, kako jaz dojemam poezijo, da bo pač to stalno zabeleženo. Zdaj, izpoved, zagotovo je tudi izpoved, kar je tudi tukaj potem napisano, ampak bolj sem to razumela v tem smislu, ne vem, dostikrat čutim in tudi iz tega nastaja snov za poezijo, da ko se ljudje pogovarjamo, koliko vsega ostane neizrečenega, koliko tega, koliko nekih, pesniški jezik je tisti, ki lahko vse te praznine, vse te nezapolnjene prostore, vse to, kar je, vse to lahko poezija pravzaprav zapolni. Nekje sem prebrala eno zanimivo opredelitev, da je kot bazen, ki drži vodo, da se ne razlije ta voda. In v tem smislu sem nekako čutila, da imam kot tudi za neko nalogo, da tisto vse tudi, kar mogoče kdo drug ne more povedati ali pa ne zna, kako bi rekla, da tisto potem jaz povem, tudi tisto njegovo zgodbo. V tem smislu sem hotela reči, da to ni zdaj samo moja izpoved, neka moja čustva ali kaj tako, ampak da mogoče poskušam zaobjeti čim širše človeško dušo, doživljanje, ne vem. To je, kot je Pasternak rekel, da je za njega poezija goba, ki upija, ne nekaj, kar gre iz nje, ampak da kot upija. Zdaj bom postavljeno tako malo netipično vprašanje, nerad, ampak ko sem pojasnjeval nekemu kolegu, koga imam danes, sem rekel, da imam danes v gosteh lepo, blondno in pametno deklico. Pa je rekel, ojej, to je pa nesreča. Jaz bi vprašal nekaj, kako je, ker ti si tako na vstopu v neko kariero, še ne čisto z obema nogama noter, ampak tako, kako je eni ženski danes se prebiti v poeziji, poklicno. Jaz zdaj nisem neki karierni tip človeka, ki bi zdaj po neki lestvici gor hodila. Zdaj tako, če bi v novinarstvu res čutila tisto pravo svoje poslanstvo, bi tako tam ostala. In v tistem trenutku bi želela tam
kako bi rekla, doseči tisto, kar ta žanr recimo ponuja. Ne vem, želela bi imeti kakšno svojo oddajo, želela bi mogoče snemati kakšne reportaže, iti v tujino, kaj takega, ne. Ne vem, karierno, težko mi je na to vprašanje odgovoriti, zato, tako bom rekla, ni problem, če veš, kaj hočeš in če imaš srečo, da imaš okoli sebe prave ljudi, ki znajo pač prisluhniti, ne. Zagotovo pa nisem človek, ki bi hodila trkati na vrata pa prositi za ne vem kakve priložnosti in tako dalje. To pa tudi zato, mislim, ne vem, kako bi se počutila, če bi bila recimo v gledališču, na primer, ne. Na kak način bi, mislim, ta ambicioznost pri meni ni povezana s tem, da bi jaz dosegla neko pozicijo ali kaj takega. Niti si ne želim biti na tistem mestu, želim ustvarjati, ne vem, želim imeti priložnost za ustvarjanje in mislim, če si kaj želim, si želim imeti ta svoj prostor za to, da bi dobila priložnost. Je pa tudi tak, ne vem, po značaju nekak, da tudi tu, kar se tiče poezije, recimo, ne počutim se, da bi pripadala nekemu krogu zdaj, ki skupaj, skupno, nastopa in tako dalje. Ja, tako da, ne vem, če znam najbolj sicer poskrbeti v tem smislu tudi karierne, za sebe, ne. Mogoče, upam, da mi bo mogoče, ne vem, kdo pomagal, oziroma koliko bom pa samo iniciativno si iskala te priložnosti, pa zdaj, mislim, v lutkovnem gledališču že nisem imela sreče, ne, tako da tu karierno nisem nekaj dosegla. Se pravi, ti vidiš sebe v nekak, ena perspektiva je igralka, ampak igralstvo zagotovo ne izčrpa intelektualno tega, kar hočeš. Kaj drugega še bi? Kaj drugega še bi počela, če bi igrala? Če bi bila igralka. Pisala. Ja, bi pisala. Mislim, pisanje je sicer, to sem zelo razmišljala o tem, tisti, ki so poklicni pisatelji, zagotovo posvetijo ogromno časa pisanju. To pomeni, da se s tem ukvarjajo 24 ur na dan. Dobro, pač koliko ne spijo, ne vem, pišejo. No, zadnjič je recimo rekla, sem bila prav namenoma, sem šla na literarni večer ene nemške pisateljice, Felicitas Hoppe, ki je bila v okviru projekta 12 v Mariboru gostja. Ona je rekla, seveda, da ona piše, to je njeno delo, to je njen šiht in da dosti kar pomisli, kaj se vse zdaj zunaj dogaja, ona pa to zamuja, zato ker mora biti notri in pisati in delati, ne. Zdaj, v tem smislu, še jaz do te faze nisem prišla, ne, da bi na ta način bila takšna pridna mravljica pri pisanju. Si pa predstavljam, da bi, če želiš na tem področju, če že karierno uspeti ali kaj takega, moraš zelo veliko truda tudi v to vložiti, ne, da prvič imaš kaj za pokazati, tudi količinsko, čeprav ni zdaj to najbolj nujno, ampak tudi to, hkrati pa, da, ne vem, navezuješ stike, si iščeš razne priložnosti, ampak področji, ki mene zanimajo, je tako ogromno, mislim, dolg čas meni ni nikoli, ne. Bogdan Novak je rekel, ko sem vprašal, kako dolgo še bo delo, je rekel, pravkar sem šel v penzijo. Pravi, ne morete si misliti, kak srečen sem, da mi ni treba pisati. To je rekel, da sem osvobojen te tlake in muke. Ja, saj je pisanje muka, ja, svoje. Zdaj bi predlagal, da bi nekaj prebrala, en košček iz knjige, ali ima še kaj drugega? Imaš tudi nove? Ja, nekaj nove, zato ker zdaj sicer tukaj med občinstvom vidim seveda nekaj tistih, ki so že slišali kakšne moje pesmi iz pač te prve pesniške zbirke.
Tako da lahko preberem nekaj, tam nekaj pa imam seveda tudi novih, zato ker, tako da se ne ponavljam. Iz januarja. Ja, iz januarja, ja. Ravno te dni praznujejo v Rimu januar, oziroma v Neaplu. Januarja so grozno, baje so ga zažigali, pa ni umrl in potem smo mu morali odsekati glavo, da so ga, tako da je res tak hardcore svetnik, a ne. Vsi krščanski svetniki so znani potem, da so jih v glavnem pobili, a ne. Tako da imaš zelo močnega, nepregorljivega, neuničljivega. Redom. Ja, koliko preberem? 6. Dobro. Bom vstala. Jutro je najboljše. Še nič umazano. Same kletvice čez dan. Dan je velika preizkušnja. Ali ljubezen res samo spreminja obliko ali odteka v stran? Večer je čas za strast, za kes, za žal. Noč je popkovina k jutru. Kako da laboda ne zebe na beli januarski reki? Ima mrzlo kri, pa mu je voda topla? Ne, samo sam ni nikoli. Povohaš dno, izobražuješ se od podgan. Kanalizacija ima milijon cevi, po kateri boš šel do svetlobe. Umreti z rožnatimi lici in živimi očmi ali z očmi, ki gledajo skozi žilice tenkega krilca kačjega pastirja. Kadar srce oblizuje jezik, se iz ust širi omamen vonj po krvi. Le resnica je krvava. Le krvav jezik se sme poljubljati s krvavim. Žensko telo, na razprodaji. Poceni je, zares poceni. Po delih za kovance ga prodam. Ne se bat, ni slaba roba. Na ti jezik, pa ti izvoli. Tak lep gospod bi si lahko privoščil, a da ste vi več? Kaj bi raje, stegno ali pljuča, prsi, mozek, vratovino? Ne se bat, ker je poceni. Zlomila se je hrbtenica. Rebra so se združila v prijateljski objem. Kolena se poljubljajo z lobanjo. Res nizka cena, vidite to sled smehljaja? Še niže vam spustim. Srce? Po kosih, če želite. Pesem, ko preberem. No, to, ko sem jo pa zdaj prebrala to razprodajo, pa je bila tudi izbrana pri projektu Rockerji pojejo pesnike in je bila uglasbena. Uglasbila jo je ena koroška skupina Franz and Roses. In zveni fajn. Ja, Franz and Roses. Če bi jo Guns N' Roses, bi bilo še boljše. Še eno prebrala, ki je zdaj. Pride dan, ko se ne da nič več storiti. Telo k nogam se ti zruši. Glava prazna, brez oči. Le truplo si, sramota tudi mrtvim, na kol pribit bi bil srečnejši, kot pa da kužiš svojo bit prekleto na ljudi.
Na hroma čutila spet in znova črna vest priteka. Le gmota, že zdavnaj netelesna, spominja na obličje še človeka. Človeka, ki lastne čaše vode ni znal popiti, v čaši, ki natočimo jo sami, lažje, tako je videti, je utoniti, kakor piti. Samo še želja je najmine. Na mah bi človek padel in pustil, da listje ga pokrije. Pa saj nas k prsti vleče že od rojstva. Velik človek zmeraj se bo ključil, zmagovalec tla poljublja. Srečni, žalostni, osramočeni, prezrti in oboževani, vernik, kradljivec ali kralj, vsak se meče ob zemljo. Še pastir sanjavi leži v travi, kadar gleda v nebo. Reven duh bo kazal zlato žrelo in pajdašil se z vladavino, a bogati, včasih borno, včasih cirkuško odet. Rožnato bo misel puhnil med ljudi tako za boljše vzdušje, ker raj ljubi kot sovraži. Le včasih pljusk v nedolžnost, drugih preobloženost jezika, le redko ima veselje, ga spravi, da kriči, preglaša druge. Še raje kot govoril, pa bo tiho. In nekje v samoti svoji se opijanjal z resnico. Raje kot kaljiv na videz bistro vodo, bo vroči glavi nastavil hladno steno. Našel mir bo tam, kjer drugi šele iščejo pravico. Samo spomin, kot modra žila toka, včasih skozi možgane brizgne. Pusti, nežno pusti, da te smrt poboža po licu. Večkrat. Za časa življenja, zapri oči, umri. Tako poslušam tvoje interpretacije, mi je tudi nekoliko bližje tisto, kar si zapisala, da je to pripoved. Pesmi se slišijo kot monologi, kot nagovor nekoga, nagovor publike in imajo ta dramsko strukturo. Spredaj je nekaj in zatem pride nekaj in zdaj se čeprav je to zelo staromodno, da igralci na odru govorijo samemu sebi, ker pravijo, da pač nihče ne govori samemu sebi, ampak vendarle je v tem nekaj gledališkega. Verjetno se pozna. Zagotovo se pozna v interpretaciji, da je, ne vem, pri pesmi je zelo pomembno, ne, da to, kar govoriš, da veš, kaj govoriš in da daješ prave poudarke in da ima pesem potem nek smisel, ne, da ima eno logiko, ki jo potem poslušalec tudi razume, ne, mislim, da pride sploh do njega. Jaz moram reči, da zelo trpim, ne, ko poslušam včasih koga, ki ima krasno pesem, ampak je ne zna na ta način podati, da bi lepo prišla do drugih. Ne. In je to škoda. Res je škoda, ker poezija ima en svoj vrstni način podajanja, ne, drugačen kot pa recimo nek klasičen dramski tekst. Jaz bom prebrala eno pesem, ki kaže tudi eno drugo, ne vsebino, ampak drugi del tega, ker ni samo lepo, ni samo sebi namenjeno ali predstavljanje same sebe, ampak bom potem. Zakaj se pred najlepšimi hišami nikoli ne igrajo otroci?
Otroci radi zapustijo hišo s pregloboko kletjo in brez stolpov. Smešno. Tako veliki dimniki, pa takšna majhna hiša. In drevo je padlo, in jabolko je padlo daleč od drevesa. Tu ne samo, da se igrate malo z nonsensom, ampak je svojevrstna angažiranost v tem. Preprosto vam ni vseeno, kaj je zunaj pesmi. Ne želite samo lepo pesem dati, ampak vi hočete, da bi bil svet tudi nekoliko drugače urejen, kot je. Ja, seveda, če ne bi prišla pri opazovanju sveta do tega notranjega konflikta, potem pesem sploh ne bi nastala. Zaradi tega, ker jaz mislim, vsi smo občutljivi, zdaj vsak pač s svojo senzibilnostjo nekaj počne in vsak pride v nujno nasprotje z svetom, kot ga opaža, da je. In recimo, da pri pač tistih, ki potem pišemo poezijo, to sproži to potrebo po zapisu s pesniško govorico, tega, kako ne rečem, te svoje vrstne tudi bolečine ali pa razočaranja, da je tako, kot je, oziroma zopet na podlagi enega opazovanja sveta, ne, ki potem na koncu rezultira pač v neki pesmi. In še ena takšna, kako me boš ljubil, dragi fantič, ko nate tam čaka nek drugi deklič. To se ne sme, so rekli župnik in mama. Po jesenskem listju s pravim rdečim in ne jabolkom greha pojdem pač sama. Verjem. To je taka ena, ki je tudi celo rimana, ne? Čeprav se jaz nekako ne poslužujem rim, ampak sem jo več vseeno vključila seveda v tem izboru, ko delaš izbor v pesniško zbirko, in sem izločila dosti pesmi, ne, ki mi so zdaj ene bolj všeč, kot pa te, ki sem jih tu not vključila, recimo, ne. Tako da to se s časoma tudi spreminja, recimo, tvoj lasten okus do tvojih pesmi, oziroma to, kar vidiš, da si hotel takrat povedati in seveda moraš biti zelo kritičen do sebe, da seveda mora biti to, kar daš od sebe, potem dobro, ne? In tisto, kar se ti ne zdi posrečeno zapisano, čeprav je bila misel ali pa sporočilo dobra, ampak če nisi našel pravega pesniškega upovedovanja tega, bolj boljše, da to pustiš zunaj, ne? Jaz vidim, da si vendarle, pardon, jaz... Kdo bi mogel koga vikati? Ja. Je ostalo nekaj v tebi, bom rekel, šentilskega. Ta velika nagnjenost do, taka ljubezen do dreves, pa do žita, pa do takih elementarnih stvari. Koliko sebe jemlješ urbano, koliko takšno lirično, rekel, ne podeželsko, ampak tako, ki pripada eni lepi krajini. Ja, zelo se čutim, da pripadam temu, kar me je definiralo od otroštva. Torej, življenje v enem majhnem kraju, ki je, tako kot pač vsi majhni kraji, ni ravno podeželje, da bi to zdaj bila kmetija, pa dolgo nič, pa spet kakšna. Ampak ja, čutim to v sebi v primerjavi z mojimi kolegi ali pa prijatelji, ki so živeli celo življenje samo v mestu. Ne vem, če znam za to opisati, sploh s besedami, ne? Ampak recimo, ko pridem domov v Šentilj, takoj začutim, ja, to šentilskost, to definiranost seveda z po eni strani bolj neoporečnim, torej okoljem, z naravo,
Zato tudi sem zelo vesela, da sem imela dedka, ki je bil na kmetiji in sem mu tam dosti pomagali in sem neizmerno hvaležna, da sem lahko tudi to doživela, to kmečko delo in okolje in vse, kar je z tem povezano, tudi eno tisto mračno plat tega življenja, recimo, ne vem, od lokalnih pijančkov do zgodb tragičnih v tem okolju. V mestu je ena druga stvar, tudi tako, če gledam, da se bi zdaj jaz počutila neka urbana, neka urbano, kako ne rečem, dekle, ali kako se... Ne bi mogli, mislim, sigurno, da ne. Sigurno, da ne bi pa mogla zdaj v tem trenutku več živeti tam. To pa ne, ker mi je vseeno tisto okolje premajhno in rabim mesto, ne, zaradi možnosti pa vsega dogajanja pa tak dalje. Ampak tisto, kar pa, jaz recimo se tako hecala, pa mogoče tudi malo resno mislim, tako si enkrat želim živeti mogoče v neki res taki leseni hiši, z onimi karirastimi zavesami, pa z ločeno pečjo na sredini. To sem jaz, ja. Mislim, to je v meni ta del. Pravzaprav je to ena predstava, ki piše prozo. Jaz tudi prozo pišem. Tudi. No, skozi vse te pesmi se kaže tudi jedra zgodb, ki jih boste verjetno napisali. Ja. Kaj pa? Drži, nekaj zgodb imam že napisanih, kratkih zgodb, zato ker tam se zelo, tako, kako bi rekla, mazohistično uživam, ali pa, kako bi rekla, uživam pri pisanju nasploh. Pri pisanju proze pa gre še za en drugi način, ki dopušča več. Ni treba toliko krčiti na oni najosnovnejši izraz, ki še gre skozi, ker mene to zanima, da ni poezije, nimam rada tudi neke preobložene, pa z nekimi metaforami, pa z nekimi težkimi figurami, ki potem se zelo težko prebiti skozi njih, ko rabiš, ne vem, 10 sekir, da se tam skozi presekaš. Pri prozi to gre drugače in ja, zapisujem take kratke zgodbe na podlagi nekih sprožiteljev iz realnega življenja, nekih dogodkov. A veš, da pravijo, da so pesniki samo leni prozaisti. Da jim ne ljubi sest pa zapisati. Jaz bi predlagal, da bi prebrala še en košček iz novejšega. To me prav zanima. Ja. Bom prebrala še nekaj novejših, še neobjavljenih pesmi. Zgodbe nimaš pa nobene tukaj. Imam tudi, sem vsak slučaj vzela. Ja, tudi to bi. Ok. To je tudi staromodno, če vstaneš, ko bereš? Ne. Tu si pa lahko tudi staromodna, to pa imamo zelo radi. Ja. Ni bolj žalostnih ljudi, kot so moji prijatelji. Gostoto svojih življenj spuščajo v globoko čisto vodo, kjer plujejo ujati malih morskih bojevnikov. Le tu in tam, kdo leže na letečo preprogo, skata. Na gladini se kot kapljice približujemo. Včasih se združimo v velik krog in luna na nas močno sije. Kadar nimam roke, mi prijatelji namestijo hobotnico, a uporabiti znam zmeraj le en krak. Naš krog ni nikoli pravilne oblike in ravna črta tudi ne. Od meduz ožgane noge nam prosto plavajo pod gladino, v nori želji, da že enkrat pride morski pes. Le kako se je dotakniti njegove peruti. Včasih se primemo za noge in naredimo zvezdo.
Takrat smo zelo srečni. Nekega dne pa bo nekdo od nas globoko zajel zrak in se potopil, v boju izruval v morsko dno in ostali bodo videli komet na morskem nebu. Če nosiš sončna očala med dežjem, potem ne vidiš, kako močno dežuje in se počutiš kot filmska zvezda, ki tava po ulicah po prekljukani noči. S ponosom srednjega razreda, ki je, hvala Bogu, skrit za polpijanostjo naslednjega dne. A si vesel, da si naredil ta korak na drugo stran, da si šel po poti mladosti z lepimi mladimi ljudmi in si pustil, da te poljubi noč. Noč smo izpili, a meje nismo prestopili. Zapisano je, da si ljudje z nohti opraskamo srce, če smo si preblizu. Ne dovoli mi, da to počnem. In če te kdaj vendarle opraskam, ne jemlji resno teh ran. Bodi kurjač v najini hiši. Naj mi kdaj ožgeje lase, usta. Razvihari se, da nagne najin čovn v smrtno grozo. Na kolenih bom šivala ovoje za tvoje rane iz potrganih jader. Bodi močan kot črn bik, ki vrže jezdeca s hrbta. Silovit kot kopje, ki ga meče v zrak tisti župnik. Ne vrzi v stran svoje nabrušene sekire, noža samo zato, ker sem ženska. Ravno zato jih ne vrzi. Naredi mi copate iz trnja in osata. Ne polagaj me le na mah. Zapri me od časa do časa v ledenico, da bo moralo srce hitreje utripniti. Aha, še eno pesem, pa zgodbo. Še 5 terapij. Še 5 sobotnih matinej, še 5x5 malih belih sladkornih kroglic. Še 5krat bo sestra Dragica, diplomirana medicinska sestra, namestila elektriko na vrat in rekla, ja, doktor vedno reče adijo, točno se vidi, kdo ima kulturo. Če naslednjič zamudim, me ne bo več vzela. Ne bo namestila elektrod na ledvice, med lopatice in na vrat. Ne bo. Le kdo si je izmislil popis inventarja? A mislijo, da bo ona kaj domov odnesla? Ona, ki ima le še nekaj let do penzije, kakšno omaro. Naj še zdržijo te omare in te elektrode do njene penzije, potem pa je več nič ne zanima. Ona je človek za pravico. Veliko srce, ki utripa v majhni sivo-zeleni sobi bolnišnice, pred 4 kabinami s starimi, svetlo-modrimi zavesami, ki jih včasih zagrne, včasih pa ne. Zdaj pa, ja, ena zgodba, ki ima naslov Zgodba o sprevrženosti. Kolikokrat že me je presenetila sprevrženost lastne narave. Naenkrat me preseneti slika v možganjih in vsa srečna, kot živahna gola plesalka misli, da jo bom upoštevala, da jo bom gledala in sledila in še sama odvrgla oblačila. A to niso impulzi, ki bi silili v dejanje. Ne. Ta mala brezsramnica potrka na vrata in moje telo postane njen dom. Privlačna je, ne morem je napoditi. Le mirno jo lahko opazujem in upam, da ne bo naredila preveč škode. Moledujem jo, naj gre. Ne vem, če dovolj odločno. In ne brez slabe vesti. Kako je to mogoče? Zakaj se odpirajo kolute tako nespoštljivih in nevarnih filmov?
Je to samo narava, ki si pohlepno prisvaja tuje oči, tuje misli, ki preprosto ve, kako zanikrnja značaj človeka, ki vedno znova pogrinja bel svilen prt, na katerem potem postreže znoj, kri, omočene trepalnice. Bil je pogreb neke vrste moje tete, lepotice, ki je umrla zaradi raka na pljučih. Nisem je klicala teta. Sploh je nisem klicala, ker smo se tako redko videli. Ne vem več, kaj smo govorili, ko smo se srečali. Živela je z mrzlim bratrancem mojega očeta, tudi njega nisem klicala stric. Nista imela otrok, pač pa precej premožno življenje slovenskih izseljencev v Nemčiji. Druženja v matici, polke, večerje, lepe obleke, zlat nakit. Bila sta bogatejša kot mi, a človek je kar slutil njuno dnevno sobo s 1000 spominki, njuno knjižnico, ki je nista uporabljala, šampanjec v hladilniku in neko osamljenost. Kadar smo se srečali, je bilo čutiti ljubezen med njima, spoštovanje, pa vendar neko nemško vrsto ljubezni izseljenskih Slovencev. Oba malo kičasta. Stric z zlatim uhanom v ušesu, zalizan, temen, z brki, izkrivimi očmi. Teta, res lepotica, spominjala je na Sofijo Loren. Stric je ob srečanju močno stisnil roko, nanjo položil še drugo. Neverjetno mi je bilo, tako kot so mi neverjetne vse smrti, da je teta umrla. Bila je tako polna življenja, bujna, temna, s hrapavim in odprtim smehom. Vse ženske, ki nimajo otrok in če imajo topel značaj, razvijajo v sebi neko posebno vrsto zadržanosti. Nekaj, zaradi česar ti je ob njih rahlo neprijetno, ker ne veš, o čem bi govoril. Sploh, če se srečaš enkrat na leto. Čuti se nekje daleč zadaj, za zenicami, čuti se poraz, ranjenost. In to daje občutek, da je poštena ženska, ki ne zbuja nobene zavisti. Morda sočutje, pa tudi to je pretiravanje. Saj je ona s to nesrečno okoliščino že zdavnaj opravila, postala je preprosto nek drug človek, ki nosi zgodbo, ki nosi nasmeh. Pogreb tete v domačem kraju v Sloveniji je bil, lep. Lep govor, brez histerije pogrebcev, tiha, ponotranjena žalost. Sončen dan, kot je bila sončna teta. Njena slika ob žari je še poudarjala čudnost minljivosti. Nek posnetek izpred 10 let, morda 20. Fotograf je ujel vso njeno žensko, vso zlatost njenih las, radost nasmeha, mehkobo ustnic in olivnost polti. Izreka sožalja, vrsta sorodnikov, toliko jih še ni stalo ob odprtem grobu. Zadnji je bil stric in po vseh stiskih rok pred njim, po vseh žalostnih pogledih, ki iz njega govorijo, ti povej, da ni res. Po vseh teh stiskih rok se je zgodilo tisto. Ne vem, ali je bila to samo močvirna z mesojedkami porasla stran pod mojih možganov, ali je res bilo kaj takega. Ko sem prišla do strica, ne vem več točno, kako je bilo. Me je stisnil roko, me objel in poljubil. Na obe lici. Za usta ne vem. A moralo se je zgoditi še nekje v bližini ustnic, vendar ne natanko na njih. Bila sem za nekaj trenutkov omamljena, čutila sem, da se je zgodila skrunitev. Kot da v njegovih očeh, ki že prej niso spustile solze, razen čisto na koncu, ob odprtem grobu, v tistem trenutku ni bilo žalosti. Bil je izgubljen. Pred njim je morda oživelo kot let ptice, svobodno hrepenenje. Pozabil je na pogrebno vzdušje. Za milijoninko časa. Morda sem bila kriva jaz, s svojo nezavarovano erotiko, ki se pod krinko stalno tihotapi na prosto. Bil je tresljaj, drget, morda še manj. Čutila sem nihaj časa, ko se je odločil, da me pritegne k sebi in objame. Čutila sem breme neodločnosti in moč prosečih oči. Upala sem, da tega ni nihče opazil. Da ni nihče opazil, da je med vso črnino ostalo nekaj rdečega. Vem le to,
da ni in ne obstaja prav noben razlog, zakaj bi mi ta človek lahko bil všeč. Ni mi, niti se kadarkoli potem ni nič zgodilo, niti se ne bo, saj so najini svetovi ločeni. Ne vem natančno, ali sem spodbudila ta človeški naravi tako lasten, ošabni, pohlepni, sli moment sama, ali pa sem se nanj samo odzvala. Ne vem, če so on tega zaveda. Obstaja pa, obstaja v svetu, obstaja v spominu. Si me pa presenetila. Zanimiva. Ja, jaz bi dal besedo tudi vam, pa morda kaj vprašate. Zgodb, ko bom jih imela dovolj napisanih, zdaj še nimam dosti. Imam jih enih par, nekaj čisto domišljijskih, nekaj, kot rečeno, pogojenih z nekimi momenti iz realnega življenja, ne, ki potem nastane zgodba iz njih. Žal mi je, da recimo večkrat, da nisem disciplinirana, no, da ko začutim, da se neka zgodba začne pisati, včasih si mislim, jaz se bom jutri spomnila, ampak to je slaba naložba, zato ker jutri te zgodbe več ni, tudi pesmi drugi jutro več ni, ne, če ne zapišeš, to vejo vsi, ki jih pišejo. Tako da si pa zapisujem, kar nekaj imam iztočnic in je samo res stvar discipline, kdaj bom jih izpisala do konca. Ja, take kratke zgodbe tudi jaz recimo rada berem, ne, od drugih mi imajo en tak čar v neki kratki pripovedni obliki povedati nekaj, kar nas kot ljudi, kot človeka tako zelo definira, ne, to me predvsem zelo zanima. Ne. No, sej moram priznati, da so kratke zgodbe, ki jih pišejo ženske trenutno v Sloveniji, absolutno boljše od tistega, kar pišejo zelo uveljavljeni moški. Ni tako priznano, ampak dejansko so zelo dobre in mislim, da je treba staviti na tega konja, ker potem bo postalo tudi zanimivo. Ivan. Ja, jaz bi pa vprašal, kdaj se po vašem neha proza in začne poezija, a je lahko pesnik tisti, ki tudi obrtine vlada, ki ne more napisati soneta, ki ne zna napisati rimane pesmi, ki zavrže vse tisto, kar je bilo nekoč poezija. Hočem reči, rimana, klasična, jamb, trohej, kje se začenja proza in kje se neha poezija. Zdaj danes, ki odpreš tisti internet, vsakdo, ki recimo leti z rokami po računalniku, preseka vrsto in je pesnik. Ja, prosim vas. Mislim, to pojmovanje, novo pojmovanje, ne, če bereš Aleša Štegra, ne, tisti dve zadnji reči pa ljudje. A je mora biti poezija čustvo? A zalije čustvo vedno pesem, a ostane proza. In kje je ta meja? Kdaj si sploh pesnik? Na Šentilju. Ja, kdaj začutiš, da si pesnik? Mislim, vsakdo, ki ima diplomo, je diplomiran novinar, ne, recimo, ali pa filozof. Ampak naziv pesnika pa dobiš kdaj. Petra, dovolim, da se jaz oglasim, pa da te tikam poprosim. Kadar si človek in meni je danes zelo prijetno presenečenje, Petra,
da sem te doživela, da si človek s čustvi, zelo tenkočutna in niso pomembne ne strofe, ne jambi, ne nič, ampak to čutenje tako v pesmi kot v prozi izvrstno. Ja, jaz bi rad odgovor. Kje se neha proza, kje se začne poezija? Ja, pa ne, vse to je teravno. Pravzaprav Menard je rekel, pesmi brez rime sploh niso pesmi. Ampak recimo v nemškem prostoru so pred 200 leti se rime že povsem izpele. Rime so se z Murnom in Ketejem v slovenščini izpele. Ni več mogoče originalno rima. To je samo, če hočeš, uporabiš, če pa ne uporabiš. Tako da to ni kriterij. Jaz mislim, da je kriterij tisto, kar bo zdaj povedala Petra. Torej moraš začutiti. Jaz ne vem, kako naj zdaj to definiram. Mislim, v vsakem primeru je nekaj, kar loči poezijo od proze že čisto zunanja forma. Zdaj, mislim, da ne bi mogli imeti za prozo nekaj, kar je v obliki, par vrstic. Se strinjam, najprej zelo z Marjanom, da torej poezija absolutno ne rabi biti rimana. To je, ko to preberemo, se mi zdi, kot da nas vrže to v neke stare čase in nima več prave svežine. Mislim, to je šlo že zdaj res naprej in ta razbit vers, ki ni riman, je meni dosti bliže, dosti ljubši in tudi težji, ker recimo rimat je po moje enostavneje, ker vedno potem imaš neko besedo in boš iskal, kaj se pa zdaj na njo rima. Torej si omejen z izborom besede, ker se mora rimat. Zdaj meja, kaj pa vem, mislim, proza, kar se žanrsko tiče, vemo, kaj je kratka zgodba, vemo, kaj je, ne vem, novela, kaj je črtica, kaj je roman. Torej, te oblike prozne, na prvi pogled vemo, kaj so, že čisto, torej, žanrsko, čisto oblikovno. Seveda pa je proza lahko zelo poetična. Recimo, mi v prozo lahko vključujemo zelo veliko poezije, ampak zopet, se pravi, ne vem, lahko bi rekli, da je značilnost poezije, da je metaforična, da ima vedno nek drugotni pomen, medtem ko je proza dosti bolj direktna, dosti bolj neposredna, dosti bolj, kako bi rekla, jaz se zdaj lahko zgubim v teh definicijah, zato ker točno sem danes rekla Saški, če bom dobila kako tako vprašanje, ne bom znala najbolj odgovoriti, ker nisem teoretsko podkovana v teh. Mogoče je lahko Jan Šmarčan ali pesniki ostali, kaj pomagate, pa imamo, pa to zdaj razčistimo. Ampak v vsakem primeru se mi zdi, torej pri prozi, že en drug naboj, že en drug itak zbereš način opovedovanja in kot rečeno, poezija je tisti jezik, seveda, ki ga vsi na nek način razumemo, ampak se v realnem življenju nič tako ne pogovarja. Oziroma z tem, ko je nekaj v pesniški obliki, takoj vemo, ne vem, kako naj to rečem, ljudje to vemo. Se pravi, da ni aforizem, da je lahko samo ritem tisti nuja izpovedi. Neka groza, neko čustvo. Pa še vedno znotraj človeškega, ni samo misel, Gola misel ne more biti. Vsekakor, mora biti znotraj človeškega. Mora biti čustvo v tej misli, Ja, absolutno. To je še mogoče, če Ja, Berta. Berta, potem pa. Volite, da izreče Petri iskrene čestitke. Stara znanka moja, kako bi rekla, ljubljenka. Nič ne predelavam. Všeč mi je njena interpretacija, dramatični prikaz samega teksta, ob tem pa posega v prozo, v poezijo v obliki proze. To je novi sklop,
proza v poeziji, poezija v prozi. To nimaš ločnice, ampak gre za neko metriko odpade, melodiko jezika. Da je človeku prijetno in ob tem pa prav gotovo, če se upodobi beseda, mora biti, bi rekla, iz duše, čustveno. Zdaj, prej so pač rekli, rima mora biti, metrika mora biti, neko zapovedje. To danes gre predvsem na melodiko in pa na izpoved. Jaz mislim, da je Peter na pravi poti in želim iz srca srečno na pot. Hvala.